Torej, lep dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka na domoznanskem večeru z gospo Ano Roš in Kajo Sajovic na predstavitvi njune knjige Sonce in dež. Obema voščim prijazen in lep dober večer ter dobrodošlico v naši sredi. Lep pozdrav. Preden pa vama predam besedo, mi prosim dovolita, da povem še nekaj uvodnih besed o predstavitvi in njenem poteku. Knjiga Sonce in dež je delo gospe Ane Roš in gospe Kaje Sajovic. Izšla je pri založbi Beletrina v septembru 2020. Pri založbi so o knjigi dejali, da gre za izjemno osebno knjigo najboljše kuharske mojstrice sveta. V svojem knjižnem prvencu Roševa preko zelo osebnih esejev, spominskih utrinkov, receptov in pretanjene fotografije razkriva zgodbo svojega izjemnega življenja. Z bralcem deli pokrajino, ki ji služi kot navdih in bogat vir sezonskih surovin lokalnih nabiralcev, zgodbe o ribolovu ter vpogled v evolucijo njene domiselne, sofisticirane kuhinje. Hiša Franko pod vodstvom Ane Roš je pred kratkim prejela 2 Michelinovi zvezdici. V knjigi pripoveduje tudi novinarka Kaja Sajovic, besedila pa spremljajo fotografije Susan Gabrijan. Knjiga je najprej izšla v angleškem jeziku pri znameniti založbi Pajdon. Naj omenim še nekaj splošnih informacij o poteku današnjega večera in o platformi Zoom. Torej, dogodek poteka v živo na Facebook profilu Goriške knjižnice. Vsi, ki želite dogodek spremljati, se lahko v času aktivnosti povezave prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Pri tem imate možnosti, da ste lahko vidni z vklopom spletne kamere ali pa lahko dogodek spremljate brez vidnosti, tako da kamero izklopite. Dogodku lahko prisluhnete tako, da najprej izklopite mikrofone, zato da bo avtorici bolje slišati, ob koncu predstavitve pa postavite vaše vprašanje, zato bo tudi dovolj časa. Vprašanja lahko sproti postavljate tudi v chatu spodaj in na koncu bom jaz te vprašanja prebrala in avtorici bosta nanje tudi odgovorili. Takole, zdaj pa predlagam, da lepo kar začnemo, torej še enkrat lep pozdrav obema, gospa Roš in gospa Sajovic, beseda je vajina. Hvala lepa. Lep pozdrav, pozdravljeni na Goriško iz Ljubljane. Mineva točno 1 leto v resnici, odkar je izšel angleški izvirnik Sonca in dež, Sun and Rain. Mislim, da je točno jutri bo 1 leto, odkar je šel. Ana, to mineva torej leto, ko bi ti mogla obresti svet za svetovno knjižno turnejo, a si namesto tega pristala na Zoomih pa Instagram live pogovorih. Po drugi strani imajo ljudje zdaj več časa za branje in tudi v bistvu sporočilo knjige je tako navdihujoče, po dežju vedno posije sonce. Kaj torej, bil to najslabši možni trenutek ali najboljši možni trenutek za izdati svoj prvenec? Vedno je vsak trenutek vedno najboljši, najslabši, tako pač je. Mogoče bi najboljši, ker je bil neke vrste trenutek, ko ljudje imajo čas za branje in ko ljudje rabijo dobre zgodbe in ko ljudje rabijo praktično neke vrste dober zgled, da za vsakim dežjem vedno posije sonce. Na drugi strani seveda je bil najslabši trenutek, zato ker kot muhe so pocepale vse presture glede knjige. V bistvu bi cel april, če se ne motim, in maj morali potovati po Združenih državah, pa kasneje po Evropi, kjer bi se knjiga predstavljala in seveda zato bolje prodajala in imela večjo vidljivost. Hkrati smo padli v situacijo, v kateri nismo mogli več potovati in kjer je lahko potovala dejansko lahko samo knjiga. In knjiga je potovala, kolikor vem, se je knjige prodalo ogromno, dobila je izjemno velikih pozitivnih kritik strani svetovnih medijev, recimo The Times je razglasil za knjigo tedna, pa Wall Street Journal za enega izmed 6 najlepše oblikovanih izdelkov v letu 2020, pa potem The Forbes in tako naprej in tako naprej. Tako da na koncev v takih zgodbah sta vedno 2 plati medalje. Meni je še vedno žal, da knjige osebno nisem mogla priporočiti
svetovnemu trgu, ampak na koncu koncev obstaja še vedno ogromno življenjskih priložnosti za take in podobne zgodbe. Sun and Rain oziroma Sonce in dež pa je šla v ravno pravem trenutku, v pravem času in menim, da je otrok svojega časa. Zdaj, odličja, nagrade, celo zvezdice so minljive. Že naslednjo leto prevzame naziv najboljše šefinje sveta ena druga kuharska mojstrica. Zvezdice se izgubljajo, se dobivajo spet nazaj. Ampak knjiga, kot tudi Netflixova epizoda Chef's Table, v kateri si nastopala, to je pa nekakšen kuharjev spomenik, bi lahko to tako označili. Ja, v bistvu včasih mi rečejo, kaj je tvoj največji dosežek, kaj je to knjiga, a je to Chef's Table, pa pravim ne. Oni niso dosežki, oni niso spomeniki, oni so dejansko dosežki. Brez zamere, dosežki, za katere si tako trdo garal. Spomeniki so nekaj povsem drugačnega in hkrati nekaj zelo vzporednega. Tako da jaz mislim, da v karieri nekoga je treba vedno gledati na to interakcijo med tem, kar počnemo in tem, kar se nam na nek način zgodi. Vsekakor sta Chef's Table in knjiga bili prelomnici z razumevanju sveta hiše Franko. Jaz mislim, da bolj kot karkoli druga sta ti dve ločici, torej Chef's Table in Netflix, in potem knjiga nekaj, kar sta hišo Franko pravzaprav postavili med zvezde, ki naj ne bi nikoli ugasnile, med zadeli, ki nikoli ne odidejo. Veliko sva, tako ti, kot tudi jaz, so povedali že v tej knjigi in v resnici je že 2,5 leti, odkar sva jo napisale. Verjetno bi obe kaj spremenili. Spremenila se je zagotovo tudi ekipa, ki je bila takrat del hiše Franko, nekateri pridelovalci, vrtnarji. Definitivno so se recepti spremenili. Ampak vseeno, in poprav me, prosim, če se motim, je vrlina te knjige, da ostaja nekako ne samo oda Posočju, ampak oda tudi lokalnemu, ruralnemu okolju nasploh, malim lokalnim pridelovalcem, nekaj, iz česar lahko črpajo mogoče tudi drugi mlajši kuharski mojstri. Slovenci pa se bolj zavemo, kaj imamo pred lastnim pragom in da nam ni treba posegati po nečem, kar ni naše. Ampak, glej, v bistvu, si v bistvu z tvojim vprašanjem pravzaprav povedala vse, jaz nimam več kaj prav veliko dodati. Če ti prebereš Sonce in dež oziroma Sun and Rain, razumeš, da je oda Posočju in njenemu boju za preživetje in interakciji, tako moji kot interakciji med samimi proizvajalci med sabo. Za to, da se naučimo živeti in ustvariti boljši jutri. In o tem, kaj prav dosti čisto osnovno ni za dodati, čisto zares ni za dodati. Je pa res, da so sanje, ki iz te knjige lahko nekako potegnemo oziroma razumemo, veliko bolj dolgoročne in veliko bolj dolgovidne. Ampak teh v knjigi ni, te sanje moramo nekako nasanjati sami. Misliš, da si s to knjigo, pa govorim zdaj predvsem na slovenskem trgu, da si spremenila kaj nazorov, ne glede, hočem reči, ne samo to, kaj lahko počneš v lokalnem okolju, ampak tudi nazorov glede hiše Franko in glede tebe same? Jaz mislim, da nobena lastovka ne prinese pomladi in prav tako ta knjiga ni prinesla pomladi. Po moje je bila eno opozorilo enega določenega časa, eni določeni generaciji. Menim pa, da je potrebno veliko več neke splošne aktivnosti in ozaveščenosti za to, da do pomladi zares pride. Mislim, da je to knjiga, ki je nek unikat v svojem okolju, v svojem času in nemogoče, celo meni sami bi bilo poustvariti podobno knjigo, ki bi imela podobne nadzore, zato ker enostavno ni dovolj materije oziroma dovolj žmahta, s katerim bi dejansko lahko delal.
in je žalostno, zato ker ta knjiga bi morala napovedati boljše čase, hkrati pa samo in več ali manj opozarja. Veliko je bilo pozitivnih recenzij knjige, omenila si objave v tujih medijih, pohvale. Kaj je bilo pa najlepše, kar si slišala v tej knjigi? Včasih dobivam domov osebna pisma ljudi, ki so tako ganljiva, da grem v kot in jočem. In dejansko grem v kot in jočem, zato ker razumem, da je knjiga spremenila življenje nekaterim, pogled na svet drugim, ozavestila naslednje, bila eno veliko vodilo mnogim. In se mi zdi, da ko avtor knjige se zaveda razsežnosti svojega dela, je to dejansko v bistvu bolj kot neka nova oziroma neko zadovoljstvo ob izdajanju nečesa. Pravzaprav tisto najgloblje čustvo, ki te spravi v solze in jok, zato ker te ganejo ob tem, da veš, da s svojim delovanjem in razmišljanjem lahko dejansko spreminjaš svet. Knjiga je sama po sebi tudi grenko sladka, nekaj v njej tragičnih zgodb, veliko čustvenih zgodb, nekaj blazno lepih zgodb. Posočje in ljudje, ki živijo v njem, so tudi meni v tistem času, ko sem preživljala čas tam, prinesli ogromno enega navdiha. Za pisanje bi torej rekla, da je Posočje blazno inspirativno. Ampak jaz to sodim nekako iz vidika outsiderja. Kako pa je iz vidika nekoga, ki je že celo življenje tam v bistvu, v starem selu, v Posočju, v Kobaridu, kjer vsak pozna vsakogar, kjer se usedeš v bar in se v bistvu sediš na promenadi. Kako je tebi ustvarjati in živeti v takem okolju? Mislim, okolje doline Soče so za ljudi, ki živimo v dolini Soče, normalna, za ljudi, ki prihajajo od zunaj, se zdijo strašansko majhna in utesnjujoča. In dejansko verjetno za neko dolžino življenja enega človeka, ki je en toliko globalen, dejansko majhna, na koncu koncev tudi so. V bistvu jaz včasih pravim, da potem, ko končam delo, bi želela strašno imeti možnost in priložnost, da se z nekom usedem, popijem kozarec, 2 vina, pivo ali karkoli in se pogovarjati o literaturi, politiki, imeti neko konstruktivno debato o tem, kako naj se stvari v naših življenjih spreminjajo v boljše oziroma v bolje, pa tega nimaš pravzaprav s kom dejansko se pogovoriti oziroma pogovarjati. Tako da menim, da je to specifika teh majhnih okolij, ki so čudovita, lepa za 14 dni, 3 tedne bivanja. Po 3 tednih pa potem moraš imeti zelo debelo kožo, zato da njih ustvarjaš, ostaneš. Predvsem pa potem v njih in samo v njih lahko nastanejo takšne zgodbe, kot je zgodba Hiše Franko, ki ni samo sladka, ampak je sladko slana, sladko grenka, sladko kisla, kakorkoli jo lahko želimo že razložiti. Tudi tvoja ekipa, to so sami mladi ljudje iz vseh koncev sveta, pogosto imajo težave s to majhnostjo doline, s tem, da je Ljubljana 2 ure vožnje proč. Zdaj, poleg vsega tega je pa zdaj bila še pandemija, kar pomeni, da je bila ta ekipa še bolj obsojena na 4 stene nekako in na družbo samih sebe. Po koncu pandemije, zdaj pred novim odprtjem restauracije, kadarkoli to že bo, je ostala peščica še starih ljudi. Kakšen je njihov karakter teh ljudi, ki ostajajo še kar ob tebi že več kot leto, več kot 2 leti, mogoče tudi več kot 3 leti? Lahko najdeš kakšen skupen imenovalec teh, ki so tvoje jedro? Ja, predvsem so pripadni moji filozofiji in mojemu izročilu. In jih zato ne vem, 14 ali 3 tedensko deževje ali ne vem, plazovi in zaprte ceste ne ustavijo pri razmišljanju, da si želijo v dolini ostati in delati z nami. Namreč dolina ostaja težka za živeti, čudovita za živeti, za tiste, ki jo znamo živeti, verjetno nenavadna za živeti, za tujce, ki se morajo počutiti potem povsem pripadni
neki zgodbi in zaradi tega nekemu prostoru, v katerem potem lahko živijo in ustvarjajo. Sonce in dež, zdaj bodimo iskreni, ti si imela v tem letu kar precej dežja. Kljub 2 Mišlenovim zvezdicam si v domovini postala politično zaznamovana, označena za nacionalno sramoto. Zadnjič mi je nekdo navrgel, da bi se ti lahko vsemu temu ognila, če ne bi toliko kokodakala. V duhu nedavnega dneva žena, kolikokrat slišiš to od moških, pa tudi od žensk, da bi morala manj kokodakati, držati jezik za zobmi in se držati raje štedilnika? Veš kaj, imam veliko srečo, da se v takih družbah ne gibljem in takih debat ne poslušam in jih ne maram, se jim povsem izogibam, tako da zares nikoli. V bistvu menim, da nekdo za mojo globino in za mojim vplivom mora povedati svoje mnenje in mora imeti možnost vpliva oziroma, bom rekla, mora imeti možnost glasu glede česarkoli se pač v naši družbi dogaja, glede na to, koliko na to družbo zares vplivam. Veš, plati medalje so vedno mnoge, ampak na koncev ne moreš vedno samo hvaliti. Včasih je potrebno in nujno biti družbeno kritičen, zato da lahko družbo spreminjaš oziroma ji pomagaš, da se spreminja na bolje. Pa to ne pomeni, da bi bila polna same sebe, ampak pri vsem tem, kar smo storili do zdaj, avtomatično si opinion maker oziroma sooblikuješ neko splošno mnenje. In tragedija je, če so taki ljudi tiho. In ne grem za štedilnik in ne bom tiho, ker pač enostavno ni v mojem karakterju in pač v bistvu ne bi bila Ana, če bi enostavno ne opazila, da se stvari ne razvijajo v pravo smer in se pravilne odločitve ne sprejemajo. Zadnje pa tudi tvoja prvotna poklicna pot bi mogla biti diplomacija in verjetno nekdo, ki je hotel iti v diplomacijo, mu pač ni dano, da molči, ne? Ampak zakaj molčati včasih, ko je bolje in je tako zelo potrebno, da nekdo uporabi svoj glas? Rada bi se dotaknila, glede na to, da je pogovor za knjižnico, bi se rada dotaknila tvojega sloga pisanja. Ko so te pri Fajdenu angažirali za knjigo, je bilo vsem jasno, da si izjemna kuharska mojstrica, pa tudi, da je zgodba tebe in hiše Franko nekaj posebnega in je atraktivna tako za gledalce kot za bralce. Nihče pa v resnici ni vedel, da imaš izjemen naraven dar za pisanje, ki postaja v bistvu samo še ostrejši, sočnejši in bolj izpiljen. Je to nekaj, za kar se lahko zahvališ genom, tvoja mama je bila novinarka, ali nekemu mogoče, ne vem, prirojenemu, privzgojenemu občutku za jezik, domišljiji, ustvarjalnosti ali čem drugem? Jaz menim, da ne moreš dobro pisati, ne da veliko bereš, pomeni branje je po moje izjemno pomembno. Mislim pa, da je pisanje samo po sebi odvisno izjemno od jasnosti naših misli in sposobnosti izražanja naših misli. Vsi se izražamo na različne načine in tako tudi zapisujemo in pišemo na različne načine in mislim, da bi nas včasih ne bi smelo biti strah zapisati tega, kar dejansko želimo zapisati. Sama sem vedno raje, kot da sem govorila, zapisala svoje misli, pa če je bilo to treba reči fantu, čau, sva končala ali pa ne vem, ljubezensko izjavo, namesto da sem jo povedala in deklarirala, sem jo raje napisala in to mi je nekako bilo, podano v gene, s tem, da je moja mama pač kot novinar bila izjemno pišoča, v družini imamo še veliko več pisočih ljudi, ampak menim, da poleg talenta in nekega gena, zato je tu potrebna tudi kilometrina. In sama menim, da zapisovanje besed je ena najlepših stvari, ki ti jo lahko narava da. Znam tvoja starša in oba tudi ne šparata jezika, kadar je treba kaj direktno povedati. Kako sta ona dva sprejela to knjigo?
V bistvu nikoli zares nista komentirala. Menim, da nikoli dejansko vsebine knjige. Bila sta na knjigo ponosna, bila sta ponosna na to, da je knjiga imela svojo vidnost, svojo vidljivost, svoje uspehe. Nikoli pa nismo komentirali jedra. Mislim, da smo in tukaj zadržana družina, kar se čustev tiče, da se pač o teh stvarih avtomatično ne pogovarjamo. Rada delaš zapiske, zapisuješ nekaj, razmišljaš o svoji naslednji knjigi ali ni to nekaj v tvojem načrtu zaenkrat? Ok, Kaja, mislim, da veš bolje kot jaz, da druga knjiga nastaja in jo je že skupaj približno 80 strani. V bistvu sem ugotovila, ko sem prvo pisala, da ne morem nehati pisati in da ne morem nehati razmišljati o tem, da se izražam skozi besedo in skozi pisanje. Druga knjiga bo zelo drugačna, bo veliko bolj družbeno ozaveščena. Mislim, da bo veliko bolj intenzivna od prve, manj splošna, manj mogoče vse splošno, kako rečeš, vse splošno všečna, ampak menim, da bo spremenila kar veliko ljudi v načinu razmišljanja o ženski emancipaciji, o ženski v sodobni družbi in tako naprej. Ponavadi so te knjige kuharjev, kuharske monografije, v njih kuharji ponavadi ne pišejo sami, B zelo skrbno gradijo neko to profesionalno podobo kuharja, podobo mogoče lovca zraven. Nikoli pa nisem, vsaj jaz ne zaznala tazga nekega osebne note in tudi razgaljanja na nek način. Tvoja druga knjiga bo še dosti bolj v to smer. S tem nimaš ti težav se razgaljati pred javnostjo? Ampak na koncu koncev se lahko javnosti lažemo ali pa smo javnosti iskreni. Na koncu koncev je včasih biti iskren veliko bolje kot potvarjati tvojo lastno podobo. Kar se tega tiče, sem po moje kar prepričana v to, da smo ljudem neke vrste junaki, predvsem kuharji danes, smo neke vrste rock zvezde in včasih z svojo pripovedjo in svojo resnično zgodbo lahko pomagamo in pripomoremo mnogo mladim, da se lahko razvijajo drugače in bolje in ne ponavljajo nekaterih napak, ki smo jih ali jih ponavljamo sami. Omenila si rock zvezdnik in to je res. Pač kuharski mojstri ste v zadnjih letih resnično postali neke vrste novi superstarsi. Podelitve najboljšim so spominjale na podelitve Oskarjev. Ampak zdaj z pandemijo, slišamo pa o prilagajanju, o spuščanju standardov, odpirajo se spletne trgovine, linije tudi supermarket izdelkov, dostava na dom. Danes sem recimo ravno brala članek od angleškega kulinaričnega novinarja, v katerem se sprašuje, če je is the packaging new plating, skratka, ali je pakiranje novo zlaganje krožnikov. Kje se vsi vi vrhunski kuharski mojstri vidite zdaj po koncu, ko bo konec te pandemije? Ne sprašujem, a bo pandemija ubila fine dining kot tak, ampak kaj pa vse, kar je prišlo zraven tega fine dininga, ves nekak šov in glamur, kaj napoveduješ te plati vrhunskega kuhanja? Jaz mislim, da je to samo trenutno prehodna faza čistega preživetja, kjer vsak od nas poskuša priti čim bližje svojemu okolju jedcev in ga nekako osrečiti in poskrbeti, da nate ne pozabi. Jaz upam, da bo jutri en normalen jutri, kjer bomo vsi želeli čim prej iti ven za svojo družbo, nekaj dobrega pojesti, popiti in da meni ne bo potrebno nobenega prilagajanja, kar se tiče ne razmišljanja o gastronomiji, ne razmišljanja o tem, kaj naj storim zato, da lahko sploh imam goste. Menim, da se bomo z samo pandemijo morali naučiti živeti z roko v roki. To ni stvar
od včeraj, danes ali jutri, ampak bo po moje bolezen, ki nas bo spremljala tako dolgo, da se bomo nekako z njo morali naučiti živeti. Ne dvomim, da tega gostinci oziroma kuharji nismo sposobni. Predvsem pa visoka gastronomija, ki je pravzaprav neke vrste najbolj ekskluzivna galerija med galerijami, recimo sodobne umetnosti, ima popolno sposobnost praktično prilagajanja trenutnemu statusu. Naše mize so že tako dovolj narazen, že tako znamo ustvarjati razdaljo in menim, da nima smisla, da si pripravljamo pogreb. Jaz ga nočem v primeru, da bo do pogreba v visoki gastronomiji prišlo, potem bomo pač vsi morali zamenjati poklice oziroma začeti razmišljati o nečem drugačnem. V našem primeru smo z projektom približevanja kmetov vsakemu slovenskemu kupcu prišli že precej blizu temu, da verjetno lahko preživimo, ne da bi nas kadarkoli odprli še enkrat. Na začetku lanskega leta je ožji del ekipe šel v Azijo, na večjo azijsko turnejo in nazaj ste prinesli ogromno enih navdihov od tam. Vaš meni, ki se je hiša Franko odprla in potem skoraj takoj spet zaprla, je bil poln nekih teh utrinkov. Kje zdaj najdevate navdih? Konec koncev potovali praktično niste. Kje, oziroma tudi, a lahko sploh najdeš navdih v tej situaciji, ki je na nek način zelo tesnobna? Jaz mislim, da ti lahko odgovorim samo s tem, da moraš biti prekleto inovativen in prekleto kreativen, da še vedno najdeš po enem letu zapiranja navdih, da ustvarjaš. In to bo največja rak rana gastronomije leta 2021 in leta 2022. Zdaj, majčkeno nočem biti preveč politična, ampak restauracije, ne samo v Sloveniji, restauracije nasploh so zelo trpele v tem času, predvsem restauracije. Čeprav je dokazano, da se tam širi mogoče 1% virusa, so restauracije tiste, ki ostajajo zaprte, ne samo pri nas, ostajajo tudi v Kopenhagnu, ki je nekako gastronomska prestolnica. Zakaj ti misliš, da je to? Zakaj ta nekako kaplja v vodi doletela ravno v gostinsko industrijo? Zato, ker menim, da se gastronomija in gostinstvo ne razume povsem v njeni celoti. Dejstvo je, da restauracije bolj kot katerikoli drugi prostor lahko zagotavljajo varne razdalje, varen način dela, zelo veliko razsodnosti, kar se tega tiče. Ne morem tega reči seveda za ves gostinski sektor, lahko zagotavljam samo za visoko gastronomijo, v kateri pravzaprav delam. In glede na to, da z izjemo nekaj evropskih držav, gastronomija ostaja oziroma je nek nov turistični produkt, je praktično razumevanje njenega poslovanja, delovanja pravzaprav zelo omejeno in zato se potem ponavadi, in to se je zgodilo v slovenskem prostoru, pravzaprav ukrepi jemljejo malo na počez oziroma brez raziskovanja v globino določenega sektorja gastronomije. Tako se seveda ustvarja in dela velika škoda, moralna, gospodarska, socialna, na koncu koncev restauracije so eden najbolj zanimivih družabnih prostorov, ki pa ne nujno so razvrat oziroma leglo okužb. In to se dokazuje pravzaprav v zadnjem letu. Vsakič, ko so se restauracije zapirale, se ni število okužb ne manjšalo in vsakič, ko so se odpirale, se ni večalo. Kar pomeni, da verjetno bi en dober matematik ali ekonomist kmalu seštel 1+1 in razumel, da je mogoče čas, da se nas obravnava na drugačen način. Kuharski mojstri ste umetniki in kar pomeni tudi, da ste genialci in včasih je meja
med genialcem in norcem zelo tanka. Pogovarjaš se s številnimi tvojimi kolegi, kuharskimi mojstri, kako oni psihološko doživljajo vse to. A vidiš kakšne ljudi, ki so na videz močni, pa opažaš, da se jim naglo, ne vem, slabša, peša, psihično stanje. Kako dojemajo ostali tvoji kolegi to? Jaz mislim, da večina nas postaja precej apatična in predvsem, če smo na začetku šli skozi fazo najprej, ne vem, neke žalosti, po zapiranju, potem jeze in na koncu padli v stanje apatičnosti, kar pomeni, da se niti ne borimo več za to, da poskušamo dokazati in dopovedati, da smo zaprti po krivici, da so naši posli zaprti po krivici, ampak enostavno se predaš v sodi in rečeš, ok, kar bo pa bo, in če bom moral zamenjati svoj način razmišljanja, ga bom. In tako nažalost ni samo v mojem primeru, ampak se dogaja kar v primeru veliko mojih kolegov in stvar po moje ni glih najbolj simpatična, prej bi rekla žalostna. Še vsem, kljub vsem tem, imaš očitno vsaj neke inspiracije za pisanje. Ja, in potem pišeš, ker nimaš, jaz ne govorim, da nimam karkoli početi, moji dnevi so veliko bolj dolgi in veliko bolj zapleteni in včasih bolj živčni in včasih bolj napeti kot dnevi kateregakoli Slovenca. Ampak bi rada rekla samo to, da to hkrati nas ne enači in nas ne postavlja na prostor oziroma v enako skupino, kjer bi rekla, da se lahko nekako pasivno predajamo, razmišljamo o tem, da bo, kar bo. Gostinstvo in gastronomija sta sektor, kjer je treba predvidevati vnaprej, kjer je potrebno razmišljati vnaprej, kjer je potrebno biti samozavesten dovolj, da lahko odločaš samo o sebi. In kadar te vleče na trenutke, ne bom rekla navzdol, ampak v apatičnost razmišljanja tega, kar ti je nekako vsiljeno, včasih potrebuješ nek wake-up call, pri kateremu rečeš, da je mogoče čas, da začneš postavljati pravila zase in se predvsem odločati zase in odločati o svoji prihodnosti. Kaj se bo zgodilo s vsemi nami, pa Kaja, brez zamere. Mogoče lahko ti meni pomagaš razložiti. Nikjer v Evropi ni bolje, od Faroe Islands do Grčije se praktično gastronomija bere, mogoče z izjemo Italije in Španije, ki sta gastronomsko najbolj tradicionalni destinaciji, na zelo podoben način, ki ni nujno najbolj ne bom rekla primeren, ampak ki mogoče dokazuje, da ne obvladuje subjekta oziroma situacije najbolj. Ko beremo v tujih medijih, tvoje ime se vedno in ime Hiše Franko se vedno povezuje z tistim, ki je postavil Slovenijo na gastronomski zemljevid. To je nekako rdeča nit teh tujih zapisov. Glede na to, da je Slovenija bila vzhajajoča gastronomska destinacija, da smo trenutno že nositelji naziva Evropska gastronomska regija, kje ti trenutno vidiš slovensko gastronomijo? Kaj je slovenska gastronomija in kam gremo? Ne fer je meni postavljati to vprašanje, zato ker sem pač nekdo, ki se ustvarja slovensko gastronomijo in menim, da jo ne bi smela ne nagrajevati, ne praktično kritizirati. Menim, da bi se morali bolj zavedati svojih osnov, svojih korenin. Menim, da je še ogromno prostora za napredek. Menim, da nismo še dosegli tega, kar vsi sanjamo, da smo dosegli. In od vseh nas je odvisno, ali bomo to krizo presegli, prenesli in predvsem začeli ponovno oziroma sploh
dajati vrednote temu, kar je po mojem gastronomiji najbolj pomembno, in to je lokalno okolje. Hotela sem vprašati, ko je leta 2016, ko je prišla ven Chef's Table, so se Američani zaljubili v to podobo Posočja, v to krasno zeleno dolino in kot nekak pravljica se jim je zdela. In mislim, da tudi v knjigi je dokaj podobno. Nekako se zdi ta krasna dolina. Koliko te pravljice je res? Koliko je samo pravljica? Dolina je pravlična, dolina je čudovita. Ampak vse pravljice so v bistvu pravljice. Ana, kako je videti tvoj dan te dni? Grozno. Moji dnevi so napeti in živčni in polni živčnih vojn in komaj čakam, da bomo lahko normalno živeli in delali. In menim, da prihaja dan, ki tega ne bom več zmogla, zato ker vsak dan, ko se zbudim, si nalagam eno in osnovno nalogo, in to je nekako biti sposobna, da motiviram moj tim, mojo ekipo, da motiviram moje sodelavce, goste, da ne obupajo in nadaljujejo in ne izgubijo zanimanja in želja. In menim, da je to domača naloga, ki ne bi smela biti moja, ampak bi morala biti domača naloga nekoga drugega, ki je najbolj zahtevna v mojem življenju. Mogoče nekateri ljudje, javnost, ne ve točno prav dobro, kaj pomeni ponovno odpiranje restauracije takega kova, kakor je Hiša Franko. To ni tako, kot če pizzerijo odpreš naslednji teden spet. Tu so mednarodne ekipe, rekrutiranje novih ljudi, sestavljanje krožnikov. Lahko mogoče malo več razložiš, kaj točno pomeni ta negotovost, kdaj se bodo restauracije ponovno odprle in če se bodo potem spet zaprle? Ok. Jaz menim, da odpiranje, zapiranje, to, kar se v Italiji dogaja ta trenutek, je veliko težje od tega, kar počnemo mi, kar pomeni, da smo v nekem vrste spanju trnjulčice in upamo, da bomo jutri odprti in zopet lahko blesteli. V Italiji to odpiranje, zapiranje prinaša veliko psihičnih in finančnih napetosti, zato ker ne veš, sploh restauracijam našega kova, karkoli obljubiti gostom, ki načrtujejo potovanje mesec, dva vnaprej. Je pa v naši fazi gotovo zahtevno in mogoče še bolj zahtevno to, da pa na splošno ne vemo, kaj naj svojemu gostu povemo, in mi smo ta trenutek naše odpiranje, ki je bilo napovedano za 26. marec, prestavili na 1. maj. Ne vemo, bo 1. maj lahko držal, ne bo mogel držati, in potem nekako delaš posel na pamet, živiš niti ne v balonu, ampak v tem neizmernem prostranstvu vesolja. Vesolje je neskončno, naše vedenje o tem, kaj se bo z nami zgodilo, naše življenje v tem trenutku, v neki fazi neskončnosti. V bistvu lebdiš v zraku, ne da bi vedel karkoli, karkoli lahko storiš, narediš, da bo jutri bolje, in ker je kakršnakoli odločitev brezpredmetna in nima nobene teže. Zato za ljudi, ki so močni kontrol friki, kot sem jaz, so te situacije ena čista, velika maltretacija, ki si jo ne želim ponoviti nikoli več v življenju. Povzroča veliko škode in upam, da je, in samo upam, da je lahko popravljiva. To bi bilo nekako iz moje strani vse, zdaj pa, če so kakšna vprašanja gledalcev. Bi želel tudi kdo lahko kaj napisati v chatu, če vam je lažje? Avtorici sta z nami, bosta še odgovorili. Kar pogumno. Kakšna misel morda? Če ne, imam jaz eno vprašanje za Ano. Ok, go. Ana, kakšen je pa vaš življenjski moto? Taka dinamična oseba, tako mora imeti en dober moto.
Ja, imam napisanega, sem si naredila tatu na dan, ker sem naredila 2 zvezdici, ne vem, če ga vidite, je tu. In na njemu piše After every rain the sun comes out. A, Za super. vsakim dežjem posije sonce. V takih časih moram reči, da dejansko, tako kot je butasto se tetovirati pri 48 letih, na nek način je ta tatu ena stvar, ki jo grem dostikrat pogledati in si kar tako srajco viham. In zato, ker kadar si najbolj dol rečeš, ok, še vedno mora obstati neka rešitev mora obstajati, neka rešitev, tako da. Ja. Drži, hvala. Imam pa še eno vprašanje za obe v bistvu. Me zanima, kako se je razvilo to vajino sodelovanje, vajino prijateljstvo, tako, ker se izjemno dobro povezujeta, se mi zdi, in ta naveza me zelo zanima. Tako. Ko sem jaz začela pisati o kulinariki, to je bilo okrog leta 2013, se mi zdi, je Ana imela večer Revne kuhinje na gradu, na Ljubljanskem gradu. Takrat nisem še nikoli jedla v hiši Franko. Takrat je bila glih čas krize in ona je nekako prikazovala, kako se da z revnimi surovinami ustvarjati vrhunsko kuhinjo. Takrat sem jaz malo bolj začela hoditi na te dogodke in sem naredila tudi prvi intervju z njo. In potem po tistem je ona mene podpirala moje pisanje, spodbujala, počas, leto za letom. Jaz sem dost kritična, dost oster jezik imam, mislim, da je bilo Ani to všeč. Ok, jaz bom povedala tako, da sva bile v Istanbulu in jaz sem kaj rekla, da gre vse narobe za začetkom moje knjige in hodile sva, po moje sva bile v azijskem delu Istanbula, ker sva hodila, se spomnim, po eni ulici, tako kot strmo navzgor in jaz se kar nekaj dobrnem kaj, vse kaj bi ti to delala. To je bilo praktično, če je bilo prvič ob enem novem letu, kjer so po moje obe popile 2 kozarca vina preveč, je bilo tisto pol pa čisto zares, Kaja, a hočeš prevzeti? In kaj tako, ja, komod, ne da bi vprašala, a bom kaj dobila, bom kadarkoli, karkoli imela. Je pa res, da je Kaja naj bi pisala faktografski del in ne osebnega. In na koncu smo obe bile tako osebne v knjigi, da je po moje knjiga kar tako velika bomba, predvsem zato, ker je polna nekega psihičnega naboja, nekega osebnega naboja, ki jo dela zelo različno in drugačno v svetu knjig, v gastronomiji danes, vsaj po moje. Kar intenzivne, ja. Ja. Super. No, pa pol še zadnje z moje strani, če dovolite, je pa to, Ana, kako vidite vašo prihodnost zdaj, dolgoročno in oziroma kratkoročno? Najprej ponovno odprtje hiše Franko po vsej tej stvari z epidemijo in kakšni so potem vaši cilji za naprej? Ful je težko govoriti o ciljih danes, zato ker, če me vprašate, kdaj bo hiša Franko lahko odprla, jaz rečem, bo 1. maj, to govorim mojemu osebju, rečem 1. maj, mogoče 1. maj, mogoče 15. maj, mogoče 1. juni. Ma veš, kako težko je živeti v času in v trenutku, ko ti ne moreš, to so velike časovne lupi, to so velike časovne zgodbe, to ni reči, do pojutrišnjem bom pa na bolniški. To pomeni, mi smo 1 leto zaprti. Hiša Franko je leta 2020 delala 18 tednov, oziroma v enem letu, torej od današnjega dneva do današnjega dneva je delala 14 tednov, po moje, ker smo bili januarja na rednem dopustu. Mi ne znamo več delati, mi se spotikamo sami ob sebe. In delati plane, sanjati v tem trenutku je po moje totalna utopija. Moja želja je vsekakor odpreti eno linijo pekarn in na tem projektu delamo močno. Nekaj, kar mislim, da manjka v slovenskem prostoru in imam eno čudovito, ne vem, kako se reče v slovenščini, pekico, pekarico. Kaj je Nataša? Peka. Ženskega peka, ki je izjemnega znanja
drožmi oziroma kislim testom, napisala že knjigo, ima več kot jaz v bistvu sledilcev na Instagramu in z Natašo razmišljamo o tem, kako bi postavili na noge eno linijo pekarn z nekimi malo bolj vegetarijanskimi bistroji, ki bi lahko pomagali, da v bistvu Slovencem do našega razmišljanja o hrani na malo bolj preprost in dosegljiv način. In potem bomo videli. Hiša Franko se vsekakor Hiša Franko se vsekakor med navednicami letos odpira, ampak ni odvisno od nas, se odvisno od višjih sil, na katere nažalost ne moremo vplivati. Hvala za odgovor, to bi bilo z moje strani vse, zdaj pa dajmo še besedo drugim, ste mogoče še kdo kaj opogumi? Sicer pa je po srečanju v živo, bo ogled posnetka možen tudi na knjižničnem Facebook profilu in tudi na YouTube kanalu Goriške knjižnice. Zdaj, če ni več drugih vprašanj, bi potem jaz na tej točki zaključila ta pogovor. Obema se še enkrat iskreno zahvaljujem. Ana, hvala, da ste si vzeli čas, vse dobro vam želimo v prihodnosti, srečno in tudi vam, gospa Kaja, hvala za ta krasen pogovor in vsem skupaj lep večer in nasvidenje.